Hiša eksperimentov je center, ki spodbuja radovednost. In kdo so tisti, ki hišo eksperimentov obiskujejo? Ful je lepo videti, da različno stari ljudje pridejo in se mi zdi, da vseeno vsi nekaj odnesejo. Namreč naša vizija je zrela demokracija, demokracija, kjer je izrazita večina ljudi, ki znajo kritično razmišljati in aktivno ukrepati. Bistvo družbe, bistvo napredka, bistvo preživetja človeštva pravzaprav tokom vseh teh let je bila radovednost. Radovednost, kreativnost, inovativnost, podjetništvo pelje k zdravi državi. Drugače ne gre. Seveda, če vzpodbujaš vsak člen te verige. Presodite sami, ali si želimo radovedne ljudi ali si želimo ljudi, ki samo blejejo, dajejo volno, dajejo mleko, če tega več ne morejo, pa še malo mesa. Mi pa želimo družbo, kjer bodo ljudje odgovorno odločali o zadevah. Zrela država je država, kjer se prebivalci stalno izobražujejo, ker je učenje pravzaprav hobi vsakega, to je tisti ideal, kateremu želimo težiti. Izobraževanje je glava tega organizma, ki mu rečemo država. Hiša eksperimentov ima tudi še velik potencial, zato se tudi rada vračam po nove vsebine, po nove izzive. No, če gremo malo na aktivnosti hiše eksperimentov, ena stvar je razvoj eksperimentov. Ti pa izvedi sam. Potem so tudi dogodivščine. Ja, kot demonstrator pomagam ljudem, če se ne znajdejo pri eksperimentih, pa tudi delam tele dogodivščine, ki so znanstveni šovi. Nekateri temu rečejo znanstveni šovi, meni je lepše jazz v znanosti. Družinjenja, tudi ena zelo lepa aktivnost, ker menimo, da premalo kvalitetnega časa družine doživijo skupaj. Včasih človek sliši, jaz sem že slišal, da so rekli, joj, kako lepo vreme, pojmo v nakupovalni center. To se mi zdi, da ni najbolj kvaliteten način preživljanja prostega časa. Potem smo eno lepo aktivnost pred 2 leti začeli, hiška eksperimentov, kjer pridemo za en dan v nek kraj in ta kraj za en dan spremenimo v center znanosti. Znanstival je ena velika aktivnost, se pravi ta neke vrste festival znanstvenih šovov. Mednarodno šolo organiziramo za izdelovanje znanstvenih šovov in izvajanje znanstvenih šovov. Še dosti aktivnosti, ampak evo, moja glava ima kapaciteto za toliko, kot sem jih zdaj naštel. Tukaj je veliko otrok oziroma ljudi, ki jih ne srečaš vsak dan in potem, ko komuniciraš z njimi, vidiš stvari oziroma vidiš kote, iz katerih oni vidijo stvari, ki jih drugače sploh ne bi opazil. Znanost pravzaprav ni tako zelo pomembna. Pomembna je kot orodje, da ljudi spodbudiš k razmišljanju. Dajmo še kaj najti, še kaj več najti. Dajmo se sami kaj naučiti. To je utvara, da te bo nekdo nekaj naučil. Ti se lahko naučiš samo sam, če te stvari zanimajo.